Lep pozdrav vsem. Tako je pač zdajle na Facebooku so mi poslali prijatelji slike iz današnjega dne, vse te križe in črte, no, fino mi je, da si tudi ti to posnel. Tako da jaz pa mi društvo Čisto modro nebo, mi te črte opazujemo že od leta 2004, ne? In vi pa mogoče šele zdaj, zadnje čase. Mi seveda tudi spremljamo enostavno pred temi vajami, ko je to zapraševanje in ko pade prvi dež, mi ulovimo to deževnico in zmerno izmerimo mikrodelce, koliko mikrogramov nečistoč je v tej deževnici. Dali smo tudi na analizo že pred kar nekaj leti. In zdaj v zadnjem času pa je naš član dal tudi v analizo ob zadnji NATO vaji in sicer je dal na laboratorij Eurofins Eriko Slovenija, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Koroška 58, Velenje. No, in ta deževnica iz zadnje vaje je pokazala. Jaz sem pripravljen, ko boš rekel, lahko šeram tole poročilo o preizkusu. Na screen, ja. Lahko, kar daj na screen. Ok, je. Pa daj probi malo povečati, če lahko drugače, pa če ne moraš, pa to redo. Saj jaz imam v bistvu kopijo tega, pa bom lahko... A je v redu, povečan? Ja, zdaj je že boljše, ja. No, pa če pogledamo tole analizo in vidimo, jaz moram povedati najprej eno stvar. Deževnica, recimo taka, sploh recimo pozimi, ko pada sneg, pa tudi takrat, ko dolgo časa pada in takrat, ko ni NATO vaj, deževnica vsebuje od 5 do nekje do 15 mikrogramov nečistoč, to se pravi delcev, to so ponavadi prašni delci, a ne? No, ampak zdaj po tej analizi, ki jo je naredil ta laboratorij, pa vidimo sledeče stvari. No, moram povedati še to. Jaz delam analize vod iz vodovodov po stekleničkih vod, ki se prodajajo v trgovinah. In moram povedati tako, da nekje je, se pravi, v povprečju nekje od 150 ali 150 do nekje 400 mikrogramov delcev vseh nečistoč, ki se nabere tudi v ceveh vodovodnega omrežja, je v tej vodi. Ampak, ko pa so NATO vaje, se pa te parametri oziroma te vsebnosti teh nečistoč močno spremenijo. In poglejmo zdaj to analizo, ki je bila narejena 23. 4. aprila, tudi takrat smo tudi imeli NATO vajo, in imamo tukaj natrij 1200 mikrogramov. Veste, kaj je to? 1200. Natrija praktično v deževnici absolutno vse, kar tukaj vidite, vsega tega absolutno v deževnici ne bi smelo biti. Natrija se pravi 1200 mikrogramov ali 1,2 miligrama. Potem imamo kalija 1100 mikrogramov, aluminija 165 mikrogramov. Se pravi, če je ravno od včeraj, recimo, ne, pred par dnevi sem delal analizo ene vode, to sem objavil na moji Facebook strani, ker imajo vaški vodovod in je bilo 158. Se pravi, tukaj pa je aluminija več kot celotne svinarije iz vaškega vodovoda, 165. Potem gremo naprej. Magnezija 25.700 mikrogramov.
25.000. Pol gremo talija. Tali je 5 mikrogramov, no potem pridemo pa na železo, ne. Železo se pravi 198 mikrogramov. Zdaj, kaj je v bistvu jasna stvar, da železo ne more priti v deževnico pod nobenim pogojem? Ampak zakaj pravzaprav železo, zakaj aluminij, zakaj te kovine? Razlog je zelo preprost. Zaradi tega, ker oni s temi kovinami v oblakih povzročajo strele. Z laserjem povzročajo strele in imamo tako, recimo se je Arso pohvalil, da je v eni nevihti pri nas bilo 17.000 strel. Veste, včasih je bilo tako, strela je vsekala, je bilo pol mir, pa je pol spet nekje vsekala. Zdaj, ki je s to tehnologijo, pa strele kar grmi, se kar strela. In seveda tukaj veliko pripomorejo k temu streljanju tudi ti mobilni in pa stacionarni Doppler radarji, ki spreminjajo polariteto v oblakih, pošiljajo te signale, se pravi horizontalne in vertikalne, in seveda električni naboj. In zaradi tega in pa seveda, kaj s tem, oni s temi radarji kopičijo oblake na eno določeno mesto, oni jih nabijajo in ko mi pogledamo nebo, lahko vidimo, kako lepo ti oblaki potujejo po nebu z veliko hitrostjo, kar včasih tega sploh ni bilo, ne. Plus tega vidimo te oblake, ki so progasti, makaronasti oblaki, kar tudi še pred recimo 20-30 leti kaj takega sploh ni bilo. S tem, da je zdaj en kup enih novih oblakov, kemičnih oblakov, in so te vremenoslovci navdušeni novi oblike oblakov. Recimo en tak oblak, zelo zanimiv, se imenuje Asperitas, in ti oblaki izgledajo kot valovi na morju. In seveda še ogromno drugih je, ne. No, potem bor, selen, dobro, to srebro se v glavnem uporablja za, seveda, tudi je prevodno srebro in je tudi povečuje v bistvu to elektriciteto. Tukaj imamo pol elemente kot stronci, vandi, kadmi, bari recimo, ne. To so pa snovi, ki pa nastanejo po eksplozijah atomskih bomb, ne. Tako da oni so pogruntali, da v bistvu, da ne rabijo atomske bombe eksplozije, ampak lahko povzročijo isti efekt z sproščanjem teh določenih elementov, ne. No, pol, če gremo še naprej, vse ne bom navajal. Dobro, klemo natrij, kalij, cink, kadmi, no, sem že omenil prej, krom, baker, to so vse prevodniki, mangan, arzen, arzen, dobro, vemo, arzen je strup, kalcij, magnezij, nikelj, tali, železo raztopljeno. V glavnem, stronci, stronci sem se navedel, evo, 33 mikrogramov, to je grozljivo, ne. Tako da, to je zdaj, klena gospa me sprašuje, odkje je to, mislim, odkje je te strupi, ne. Ti strupi so, se zdaj lahko umakneš to tabelo, ker ne bom pač se že povedal, kar sem povedal. Odkje je to? Mislim, obstaja, zdaj je tako, tehnologija je šla naprej, še pred, rečemo, 10 leti, tehnologija ni mogla razvijati nanodelcev, ampak so bile, recimo, aluminij pa železo, pa tako so bili v mikrodelcih. Zdaj vemo, nanodelci so 1000-krat manjši od mikrodelcev, ne. In zdaj obstaja ena firma v Ameriki, ki se imenuje Evergreen. To je korporacija, ki dejansko zaprašuje
ne bo po naročilu. In tudi izdela te kemikalije, izdeluje pač melje, vse te kovine in ostale kemikalije in naredi recepturo za točo, naredi recepturo za to, da poberejo vlago iz ozračja, da je suho vreme, tako kot smo imeli poleti. V glavnem obstaja več kot 500 patentov za vremensko vojskovanje. Praktično vsi izrazi od chemtrails, to vse izvira od ameriške vojske in Pentagona, potem recimo cloud seeding, se pravi osemenjevanje oblakov. To je pa večina pač teh patentov, gre za osemenjevanje teh oblakov. Potem verjetno ste, ne vem, da ste slišali že za solar radiation management, urejanje sončnega sevanja. In to lahko dostikrat vidite, ko je sonce, ko se pojavi toplota, oni kar naenkrat pridivjajo z temi letali in zaprašijo sonce. Te kemične sledi, ki so ponavadi iz kril in repov, enostavno se potem razširijo na celotno nebo, ali pa vsaj tam, kjer je sonce, in potem na Arsu oni to rečejo, ja, zdaj pa imamo koprenasto oblačnost. Zdaj, tukaj imam nekaj prijateljev, da sploh te kemične oblake, da se jih da razpršiti z kurjenjem, recimo ali olja ali z kuhanjem kisa, poleti, ko je vroče, s polivanjem kisa, recimo jaz to sem parkrat naredil, sem polil kis po asfaltu in dejansko se je res zgodilo to, da se na nebu pojavlja luknja. Zdaj, in to ene parkrat, mislim prav, kjer lahko vidiš, da ne gre za slučajnost. In v resnici, če bi veliko ljudi to počelo, bi dejansko bil ta učink tega manjši, kot je. Ampak seveda, oni imajo ogromne količine teh preparatov, teh receptur, teh kemikalij, teh kovin. Vemo, da je 70 kilometrov od italijanske meje je NATO letalsko baza Aviano. In oni imajo tam seveda shranjene tudi vse te kemikalije in oni dejansko vse to počnejo po nalogu fašistične, pedofilne kabala mafije. No, in zdaj ta deževnica, ki bo zdaj padla, ker zdaj bo spet pač deževje, ena zanimiva stvar se zgodi. Jaz pa v zadnji NATO vaji sem v Ljubljani, v tem pod hribom, sta dva izvira, kjer je še dokaj dobra voda. In ljudje hodijo, kjer tudi si nalivati steklenice in tako naprej. In ko sem jaz tam bil, tam tudi sprehajalci, ki grejo v Mostec, tam pripeljejo pse, tam da pijejo to vodo. Jaz sem bil tam 1 uro in vsaj 10 lastnikov s psi so prišli, da bi ti psi pili to vodo. Nobeden od teh psov ni hotel piti te vode, ki je sicer dokaj kvalitetna. Na to, mislim, so me opozorili tudi drugi prijatelji iz drugih krajev, kao psi niso hoteli piti, mačke niso hoteli piti. Tudi dejansko takrat se tudi voda v vodovodih zelo poslabša in tudi mačke in psi niso hoteli piti vodo iz pipe, iz vodovoda. No, tako da ene par prijateljev mi prav na račun tega so me prosili, če bi lahko jaz oziroma s prijateljem prišla, da bi jim namontirali ta film. Da
da si daš namestiti ta filter reverzne osmoze in s tem se rešiš delno tega problema, ker dejansko oni ne spuščajo samo teh kemikalij in ne spuščajo samo teh težkih kovin, ne spuščajo samo teh strupov, oni spuščajo v zrak oziroma v naše vodne vire tudi parazite in bakterije razne. In ko smo mi imeli žled leta 2014 v Postojni, se je pojavil v vodovodu, sta se pojavila dva neobičajna parazita, ki jih prej še nikoli ni bilo. Ena posebna parazita, ki sta zelo nevarna in so nam sporočili, da ne smemo piti te vode, ker pač dobimo te parazite in vemo, da se parazite zelo težko da rešiti. Pa ne samo to, da nismo smeli piti te vode, ampak niti se nismo smeli umivati s to vodo. Seveda jaz, ker sem imel ta filter reverzne osmoze, za mene ni bilo nobenega problema, ker dejansko ta filter ne spusti skozi niti nobene bakterije, niti nobenega parazita. Ena je stvar, ja. Ok, Stojan, takole še mogoče stavek 2 za zaključek, pol moramo pa naprej s programom. Res ti za vse te informacije, super. Tako da za zaključek morda. Ja, torej mislim zdaj, kakšna je rešitev. Jaz sem želel še to povedati, da ene nitke, ki so morgelon nitke, ki so oplemenitene verjetno z grafenoksidom, tudi v deževnici so že opazili grafenoksid. Vemo, da grafenoksid povzroča pravzaprav krvne strdke in tako da imamo to že v deževnici. Skratka, tudi COVID nam dozirajo skozi deževnico. Iskrena hvala, Stojan,